vlade v Metliki zaradi arbitražne razsodbe. Po novem letu so potniki po vsem Posavju. Dobrodelna košarica za ljudi v stiski. Dober večer. Potem, ko so minuli teden obiskali Pomurje in obalo, so predstavniki slovenske vlade včeraj prišli tudi v Metliko, kjer so se srečali s krajani Brezovice in Drag, torej območja, ki ga neposredno zadeva arbitražna razsodba. Predstavili so jim, kako lahko izkoristijo pravice po novi zakonodaji. Krajani Drag, ki so upali, da bo vpis njihovih nepremičnin v slovensko zemljiško knjigo potekal hitreje, po končanem sestanku niso bili najbolj zadovoljni. Nisem čisto trdno prepričana, če se bo to res tako hitro končalo, kot smo mislili. Mi smo mislili res, da bo to, zdaj tako so rekli, do konca decembra, ampak izgleda, da še ne bo. Morda so malce razočarani glede samih postopkov, kako bojo potekali, predvsem vpisa v zemljiško knjigo, ker to ne bo avtomatizem, ampak bojo to kar dolgotrajni postopki. Bolj zadovoljni so bili krajani Brezovice. Vse 4 slovenske družine, ki so ostale na hrvaški strani meje, so se odločile, da se bodo preselili v Slovenijo. Med njimi so tudi Grabuškovi, ki edini nameravajo preseliti tudi kmetijo. Zelo sem zadovoljna, upam, da bo vse šlo kot treba. Ker hočejo ostati na območju Brezovice, se že pogovarjajo o odkupu zemljišča. V začetku Brezovice na križišču, gor na Hribčku. Občina jim bo pomagala v tej smeri, da bomo začeli s postopki za OPPN, tako da bojo lahko na kmetijskem zemljišču zgradili kmetijska poslopja in pa tudi hiša. Kot pomoč za preselitev v Slovenijo bo država 5-članski Grabuškovi družini namenila dobrih 113 tisoč evrov. To je, hvala Bogu, ogromno denarja, če tako pogledaš, ki ti država da, ampak če gledate pa za graditi, pa to je pa. Ker pa ostajajo lastniki nepremičnin, ki jih imajo sedaj na Hrvaškem, upajo, da bodo našli kupca zanje, dodaja Grabuškova. Druge družine si bojo pač poiskale možnosti izven same vasi, imajo 3 leta časa, da to naredijo. Na sestanku pa so govorili tudi o ureditvi cest na območju, ki ga zadeva arbitražni sporazum. Tukaj so v zakonu tudi zagotovljena sredstva. Občina je že dala pobudo, da država pomaga, sofinancira in kot kaže, bo lahko že v letu 2018, najkasneje pa 2019 prišlo tudi do realizacije tega. Do nekaterih hiš na slovenski strani neživljenjske meje na območju Brezovice namreč poteka cesta tudi po hrvaški strani. V poslovni coni 3 Skanižarica, ki je zrasla na območju nekdanjega rudnika, pa so včeraj obeležili 2 dogodka. 160-letnico delovanja rudnika in odprtje novozgrajene infrastrukture, pomembne za razvoj poslovne cone. Pred 160 leti odkriti premog na tem območju in poznejši rudnik je bil pomemben za oskrbo železarne v Gradacu, ki je bila prvi moderni industrijski obrat v Beli krajini. Z njim lahko datiramo tudi nekako začetek industrijskega razvoja Bele krajine, se pravi modernega razvoja. Zadnji premog pa je iz skanižarskega rudnika prišel na površje leta 1996. Leto pozneje je premogovnik, ki je dajal kruh 400 rudarjem, prenehal z delovanjem. Pa ne zato, ker bi zmanjkalo premoga. Trenutno stojimo na verjetno kar nekaj 10 milijonih tonah še, vendar glede na moderno tehnologijo in vse, kar nas spremlja v 21. stoletju, je velik dvom, ali bomo ta premog kadarkoli še izkoriščali. Škoda, da je do tega prišlo. Jaz bi še danes, ne samo ja, vidim te sosede, rudarje, ki so bili, pa jaz tudi, če bi bil mladi, da bi rudnik še delal, nazaj bi šel. Na nekdanji rudnik spominja le še izvozni stolp, ki ga nameravajo prihodnje leto obnoviti, in muzejska zbirka. Na območju rudnika pa je zrasla industrijska cona, ki trenutno daje zaposlitev 400 delavcem, torej toliko, kot jih je nekdaj delalo pod zemljo. Občini Črnomelj je uspelo na razpisu pridobiti evropska in državna sredstva za ureditev skoraj 280 tisoč evrov vredne infrastrukture na severnem delu cone, ki so jo včeraj slovesno predali namenu.
Gre pa za 576 metrov skupne infrastrukture v celoti, se pravi cesta, fekalna kanalizacija, meteorna in pa javna razsvetljava. Ta pridobitev je za samo cono izrednega pomena, kajti ob tem naj bi bilo 5 novih podjetij, ki bodo skupaj zaposlila na novo delovnih mest 13,5 po sedanji projekciji. Jaz upam, da bo še kakšno delovno mesto več. Ker pa je v coni še prostora za širitev in nove naložbenike, na občini že pripravljajo dokumentacijo za drugi del ureditve poslovne cone, s katero se nameravajo prijaviti na ustrezne razpise. V Novem mestu so danes zjutraj uradno odprli večnamensko pot Grm-Žabja vas. Gre za šolsko pot med velikima podjetjama, s čimer v mestni občini Novo mesto v gospodarsko razvitem središču ustvarjajo prostor tudi za infrastrukturo za kolesarje in pešce. Zaradi zelo prometnih cest bodo z novo peš povezavo največ pridobili učenci grmske šole. Zelo je skrajšala pot učencem iz Žabje vasi in iz Gotne vasi in upam, da bo ta pot tudi varna, tako da bodo učenci hodili peš in se bo okoli šole tudi zmanjšalo zjutraj predvsem število avtomobilov. Projekt so v občinski prostorski načrt sicer umestili že leta 2009 na pobudo takratnega predsednika sveta krajevne skupnosti Žabja vas Jožeta Kukca. Je prišel nek trenutek, v katerem je tudi Revoz imel neke svoje dodatne investicijske cikle, ko so želeli si izboljšati svoje prostorske podlage in takrat je tudi, mislim, da je ključno vlogo res so predstavniki Revoza odigrali, da so tudi pripričali sosedne podjetje TPB in je prišlo potem do te končne realizacije. Že od predstavitve projekta smo si želeli aktivno sodelovati zraven in upam, da bomo tudi v prihodnje pristopili k podobnim družbeno odgovornim projektom. Pot je dolga 260 metrov, njeno 144 tisočakov vredno ureditev je financirala občina, potrebnih pa je bilo tudi veliko zemljiško-knjižnih in premoženjskih zamenjav. Zavod Sopotniki, ki nemobilnim starejšim od 65 let omogoča enkrat tedenski brezplačni avtomobilski prevoz po opravkih iz matične občine Hrpelje-Kozina, kjer se je zamisel porodila, širi storitev po Sloveniji. V Sevnici deluje od pomladi, z januarjem bo poskrbljeno še za uporabnike v Krški in Brežiški občini. Storitev temelji na pripravljenosti občine, da omogoči avto in pokrije še preostale stroške, tudi gorivo. Center za socialno delo ali kakšen občinski zavod pa nato prevzame koordiniranje potreb in usposabljanje prostovoljcev, ki opravljajo prevoze. Naši prostovoljci so predvsem ljudje, ki si želijo pomagati sočloveku. To je ena prva taka karakterna narava človeka, ki pride k nam. Seveda morajo imeti vozniški izpit B kategorije in tudi nekaj veselja do vožnje, ker bodo kar nekaj časa preživeli na cesti. Začetne korake pri uvajanju te storitve nadzirajo v matičnem zavodu, v katerem so poskrbeli tudi za začetna usposabljanja prostovoljcev voznikov v Krškem in Brežicah. V vsaki tej enoti bo zaposlen javni delavec ali javna delavka, ki bo se s tem ukvarjala. To se pravi koordinirala, optimizirala prevoze, se ukvarjala z logistiko samih prevozov, pa seveda tudi bila mentorica, podpora in opora prostovoljcem na terenu. Med prvimi, ki so se v Krškem prijavili za voznika spremljevalca, je upokojena socialna delavka. Vse življenje pomaga drugim in kot je dejala, ji to daje energijo. Rada vozim, rada pa predvsem pomagam, ker že dolg časa delam kot prostovoljka in jaz mislim, da je treba to prostovoljstvo, da kroži. Zdaj, enkrat moramo mi pomagati drugimi, potem pa, ko bomo mi rabili pomoč, bojo pa pač oni nam pomagali, tako jaz to vzamem in rada pomagam. V Krškem je partner programa Sopotniki Center za socialno delo, v Brežicah pa občinski zavod ZPTM. Projekt, ki temelji na prostovoljcih in finančni zmožnosti občin, je zahteven tako glede vzdrževanja modela, kot glede širitve na podeželske občine brez urejenega javnega prevoza. Želja je, da bi reorganizacija socialne službe upoštevala te potrebe. Vsekakor so predvidene dodatne storitve in pa tudi dodatni kadri. Mi si srčno želimo, da bi tudi na tem področju, da bi dobili možnosti za dodatna sredstva in pa posledično tudi za dodatne kadre. V občini Sevnica so v pol leta Sopotniki dobili že okrog 100 stalnih uporabnikov.
Ob vožnji k zdravniku, po nakupih ali na obisk pokopališča naj se starejši ne bojijo prositi še za prevoz na kakšno kulturno prireditev, saj je namen projekta ohranjanje socialnih stikov za nemobilne starejše. Najbolj čaroben čas v letu so v Krškem obeležili s prazničnim sejmom in bogatim glasbenim programom. Staro mestno jedro je tako vsaj za nekaj dni zopet zaživelo v vsem svojem sijaju. Na sedaj že tradicionalnem sejmu so se predstavili lokalni rokodelci, ki so bili zadovoljni z obiskom ljudi. Super je. Ja, lahko smo zadovoljni. Nismo mislili, da bo tako. To je tako lepo druženje, ja, za otroke in odrasle. Jaz se predstavljam z unikatnim nakitom. To je moje delo, manj sem narejeno s srcem. Mi sploh, ker smo nova mlada pivovarna, je odziv ljudi zaenkrat tak, nas pogledajo, si nas ogledajo in potem pridejo bližje, vprašajo, kaj imamo, zakaj imamo. Vse nas splošen vtis, pa super, še pridemo. Najmlajše je pozdravil tudi dedek Mraz, ki bo imel te dni polne roke dela. Otroci so zmeraj pridni. Tako ali drugače, oni so pridni in so naše največje zlato. Seveda ima tudi dobri stari mož kar nekaj pomoči. Ni tako fejst enostavno. Ni enostavno, kaj počnete? Hodimo in otroke spremljamo na novo leto. Na glasbenem odru so se tokrat predstavili vokalna skupina Mavrice, Perpetuum Jazzle, prava euforija med mladimi pa je vladala za nastop Nike Zorjan in Be Cool. Smo v isti glasbeni hiši pri Ray Music in smo postali kar kolegi skozi ta leta in pol še Ema nas je dodatno zbližala. V bistvu tudi veliko nastopamo skupaj, ful se razumemo glasbeno in tudi drugače osebno, in res je bilo vprašanje časa, da bomo izdali nekaj skupnega. Praznični december v Krškem tako resnično nikogar ni pustil ravnodušnega. Zagotovo je v redu, da se vse ne dogaja samo 31. da se dogaja skozi december in ta prostor tu v starem mestu se je letos kar nekajkrat pokazal kot izredno zanimiv prireditven prostor, ki ljudje radi pridejo in družiti se je potrebno, nasmejati, biti dobre volje in pa izmenjati izkušnje v koncu leta. Zaključek prazničnega dogajanja bodo predstavili silvestrski dnevi v Krškem, ki se bodo odvili med 30. decembrom in 1. januarjem. Ker je obdarovanje ob koncu leta pogostejše kot pa tekom leta, imajo košare polne dobrot še posebno vrednost. Tega se zavedajo tudi v novomeških dobrodelnih klubih Leo in Rotaract, kjer so se mladi zopet izkazali svojim tradicionalnim projektom Dobrodelna košarica. Gre za dogodek zbiranja življenjskih potrebščin, ki jih potem v obliki košaric razdelijo med ljudi iz njihovega okolja, ki trpijo različne stiske. Naša akcija je kar uspešna, vsako leto zberemo veliko število živil in zato lahko tudi pomagamo zelo velikemu številu ljudi, še posebej družinam. Tako da mi kar vztrajamo in nadaljujemo svojo akcijo iz leta v leto. Sodelovanje dobrodelnih klubov se je že v preteklih letih izkazalo za odlično potezo. Vsi smo prijatelji, si med seboj pomagamo, se spoštujemo in podpiramo, tako da imamo najrajši takšne akcije, ker lahko sodelujemo skupaj in združimo moči. Življenjske potrebščine so zbirali v novomeških nakupovalnih središčih, potem pa jih razdelijo pomoči potrebnim. Rotaract klub Novo mesto se poveže s patronažnimi sestrami iz zdravstvenega doma Novo mesto, ker se nam zdi, da one res najbolj poznajo družinske situacije, vseeno hodijo na dom, tako da že skozi sodelujemo z njimi. Leo klub pri iskanju družin sodeluje s Centrom za socialno delo. Sicer pa bosta kluba skupaj obdarila kar 27 družin. V naši družbi je vseeno še vedno preveč ljudi, ki si ne morejo privoščiti najbolj osnovnih živil in potrebščin za osebno nego, tako da zberemo praktično čisto vsakdanje potrebščine, ki so potrebne za vsak dan, pa tudi darila, priboljške za polepšanje prazničnih dni. Namen akcije pa je poleg materiala podariti predvsem upanje in toplino prazničnih dni. Lahko pa podarite nasmeh. Nič ne stane, razveseli pa tistega, ki mu je namenjen. Hvala za pozornost in prijeten večer.